Predsedstvo Republike Slovenije je 18. februarja 1991 imenovalo koordinacijsko skupino republiških organov za usklajevanje priprav v tem oboroženem delu. Za vodjo koordinacijske skupine je bil imenovan republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar, njegov namestnik je bil pa republiški sekretar za obrambo Janez Janša. Koordinacijska skupina je štela okrog 20 ali pa nekoliko več kot 20 oseb iz sestava republiškega sekretariata za obrambo, republiškega sekretariata za notranje zadeve, takratne milice, potem Slovenske varnostno-obveščevalne agencije. Bilo nas je tudi predstavniki republiškega štaba. Poleg mene je bil v koordinacijski skupini še Danijel Kuzma, moj operativec oziroma namestnik, potem pomočnik za obveščevalne zadeve Miloš Bregar, pomočnik za zveze Franci Kokoravec, pomočnik za zaledje Anton Vereš, potem je bil še Tone Krkovič in to je skupina, ki je sestavljala, predstavniki republiškega štaba v tej skupini. Jaz mislim, da je bila to izredno modra odločitev, da se koordinacija republiških organov imenuje, zlasti zaradi tega, ker seveda smo imeli omejene resurse v teritorialni obrambi in še bolj se je okrepilo sodelovanje tudi s takratno slovensko milico. Je seveda dejstvo, da v teritorialni obrambi je bilo okrog 300-400 poklicnih oseb, v slovenski policiji je bilo pa recimo v tistem obdobju 7-8 tisoč poklicnih oseb, tako da je seveda to tudi prispevalo, da je bilo sodelovanje lahko bistveno boljše. No, omenil sem nastajanje republiških zakonov. Koncem marca sta bila zakon o obrambi in pa zakon o službi v oboroženih silah sprejeta, uveljavljena sta bila aprila. Pozno sprejetje obeh zakonov je seveda vplivalo tudi na naše nadaljnje delo. Kar se tiče, kasneje smo začeli priprave na usposabljanje nabornikov v učnih centrih IK in Pekre, 510. in 710. učnega centra. V neposrednih pripravah na samo osamosvojitev, ki je bila v skupščini razglašena 25. junija, smo mi postopno tudi dvigovali število ljudi na tako imenovanem usposabljanju v teritorialne obrambe. V juniju smo tudi oblikovali odrede teritorialne obrambe iz obveznikov, ki so prej popolnjevali, mlajših obveznikov, ki so prej popolnjevali rezervne enote Jugoslovanske ljudske armade. Slovenska skupščina, kot rečeno, je 25. junija razglasila samostojnost. Mi smo se tudi, poleg seveda zagotavljanja bojne pripravljenosti, pripravljali tudi na svečanost, na dvig zastave, na spuščanje stare, dvig nove zastave.
na postroj častne enote. Vadili smo zvečer v nočnih urah, mislim, da ob polnoči smo začeli vaje na Trgu Republike kar nekaj dni in jih končali v zgodnjih jutranjih urah. 26. junija je ob 11:10 je jugoslovanska armada že krenila iz vojašnice v Pivki proti zahodni meji. Ob 13. uri iz Ilirske Bistrice enota, ki je bila pod poveljstvom generala Čada Reškega korpusa, je krenila iz vojašnice v Ilirski Bistrici. Je pa seveda dejstvo, da je bila odločitev v Beogradu sprejeta 21. junija, da gre jugoslovanska ljudska armada na meje, da zavaruje meje. Reški korpus je to, na Primorskem so bili to dogodki 26. Zato rekel se, včasih lahko sprašujemo, kdaj se je pravzaprav vojna v Sloveniji začela. Ali 26. junija, ali recimo že prej s Pekrami 23. maja, ali mogoče še prej. To je stvar, rekel, bolj politične odločitve, vendar rekel, uradno vojna naj bi se začela 27. junija. Moram reči, da še v pripravah na večerno slovesnost na Trgu Republike letalstvo Jugoslovanske ljudske armade je še, mislim, da okrog 18. ure preletavalo prestolnico. Jaz sem poklical načelnika vojaškega letalstva v Banja Luko Bajeviča in mu rekel, da naj vsaj za čas svečanosti letala ne letijo v slovenskem zračnem prostoru. No, od 19. ure pa letal v zračnem prostoru, mislim, v slovenskem zračnem prostoru nad Ljubljano ni bilo več. Je pa seveda bi rekel, spomni se tistega večera s predsednikom predsedstva Milanom Kučanom sva imela še neposredno pred odhodom na prevzem postroja v skupščini, takratni skupščini v našem parlamentu, sva še vadila, kako prevzame raport, kje stati, kako pozdraviti, kako se odzvati in tako naprej. Tako da bi rekel, so bile neposredne vaje še neposredno pred tem, ker pravzaprav nekega protokola pravzaprav še v tistem obdobju nismo imeli. No, na večerni slovesnosti je, ne bom rekel, predsednik Kučan izrekel te priroške besede: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. In res smo se naslednji dan zbudili, rekel, v vojno. Nekaj po 1 uri zjutraj je enota z območja protiletalska baterija iz Karlovca prešla slovensko mejo, poskušala, mislim, pri pogancih je bila zaustavljena, poskušala je napredovati proti Ljubljani, ne poznam njen cilj. Zaustavljena je bila na Medvedniku, kasneje je bila, mislim, od Medvednika v Krakovski gozd, kjer je prišlo do končne razrešitve konflikta. Pred 3. uro zjutraj sta 2 bataljona vrhniške brigade krenila iz vojašnice in pravzaprav začela se je agresija na Republiko Slovenijo. Ob 6. zjutraj se je sestalo republiško predsedstvo.
Predsedstvo je ugotovilo, da je bila izvršena agresija na Republiko Slovenijo, dalo je ukaz tudi za uporabo orožja teritorialni obrambi, to se pravi uporabo orožja teritorialni obrambi, tako da mislim, da moje povelje je bilo izdano neposredno po seji predsedstva, da se uporablja, da se za zavarovanje interesov Republike Slovenije lahko uporablja orožje. V času vojne, bi rekel, v tistih 10 dneh je bilo, mislim, da sem izdal 27 povelij, ne vključujoč povelja ukaze za mobilizacijo, ki jih je bilo treba v skladu z veljavno zakonodajo dati republiškemu sekretariatu, da je sekretariat izvajal mobilizacijo. Naše sile so od praktično nekaj več kot 16 000 do maksimalno narasle tam okrog 37 000 na vrhuncu, bi rekel, vojne oziroma spopadov, tako da se je številčno stanje dnevno povečevalo. Seveda, v času že, bi rekel, drugi dan spopadov je predsedstvo Republike Slovenije ukazalo premirje. Mislim, povelje za premirje je bilo prenešeno podrejenim. Še preden so ga vse enote dobile, je Jugoslovanska armada to premirje kršila in začeli so se novi spopadi. V 10 dneh smo imeli je prišlo 3-krat do poskusa prekinitve spopadov. Jaz sem še celo enkrat 2. junija v imenu predsedstva in usklajeno tudi znotraj koordinacije poslal v Beograd našo ponudbo za premirje, v kateri je bila po eni strani zahteva, da se prekinejo spopadi na obeh straneh, da se enote Jugoslovanske armade odmaknejo, da se vrnejo v matične enote, v vojašnice, da se seveda tehnika, recimo tanki, umaknejo na transportnih vozilih, to se pravi prepeljejo v vojašnice, ne pa da gredo na Gosenicah in tako naprej. Tako da z naše strani zagotovljeno, da bo seveda po vrnitvi v vojašnice, da bo zagotovljena oskrba jugoslovanski armadi, ki je bila z začetkom spopadom. Vse vojašnice so bile odklopljene, to se pravi, od tam, kjer se je dalo vodo, elektriko, telefonijo, mislim, odklopiti, je bilo vse odklopljeno. Seveda, dogodki so se odvijali izredno hitro. Jaz moram reči, da je bilo koristno, da so se usklajevali znotraj koordinacije. Jaz sem celo po prvi seji, razširjeni seji predsedstva, ki je trajala praktično 3 ure, obema sekretarjema, Janezu Janši in Igorju Bavčarju, rekel, da je bolje, da jaz, če ni potrebe, ne hodim na seje predsedstva, da se one dva udeležujeta seje predsedstva, da vodim delo v koordinacijski skupini in seveda, da vodim tudi poveljevanje s podrejenimi enotami. Zdaj, princip dela v koordinaciji pa je bil, da smo se sekretarja Janez Janša,
ali pa danes ministra Janez Janša, Igor Bavčar in jaz uskladili, napisali dokument, vsi trije podpisali, potem sem pa jaz preko moje linije poveljevanja, to se pravi preko republiškega štaba, ta povelja prenesel na podrejene poveljnike pokrajin. Tako da so v bistvu vsako povelje, vsak ukaz so podrejeni poveljniki dobili od republiškega štaba. Zdaj na ravni pokrajin smo pa tudi že v juniju oblikovali koordinacijske skupine. Nekatere koordinacijske skupine so vodili poveljniki teritorialnih obramb, nekatere koordinacijske skupine so recimo vodili iz notranjih zadev ali kdo drug skladno z oceno, tako da so, rekel, tudi moji poveljniki na tem pokrajinskem nivoju usklajevali delovanja znotraj pokrajine. V vojni uspelo nam je, da smo, rekel, nekako ohranili spopade omejene na določenem prostoru. To se pravi, da ni prišlo do nekih širših spopadov ali, bi rekel, spopadov, ki bi nam lahko v končni fazi ušli iz rok, ker na koncu koncev, bi rekel, v vseh vojnah, v zadnjih obdobjih, vključujoč prvo ali drugo svetovno vojno, je bilo tudi ogromno civilnih žrtev in tega smo se želeli izogibati, čeprav tudi v naši vojni je na koncu koncev tudi kar precejšnje število civilnih žrtev. Od voznikov tovornjakov do na koncu koncev na Brniku 2 novinarjev mislim, da avstrijske tiskovne agencije izgubilo življenje. Tako da nam je nekako uspelo, da ohranimo spopade v omejenem obsegu. Seveda bi rekel, vsakim dnem je bi rekel, naraščala naša sposobnost, naša tudi bojna pripravljenost. Začeli zavzeti recimo od Borovnice, Bukovžlaka, skladišča jugoslovanske armade. Ta sredstva poskušali že v tistem času razdeljevati in popolnjevati naše enote. Mislim, del teh sredstev je bil tudi, bi rekel, preko republiškega sekretariata oziroma Ministrstva za obrambo odstopljen Republike Hrvaške in tako naprej. Tako da na koncu koncev, če bi tako rekel, Brionski sporazum je pomenil za oboroženo strukturo določeno razočaranje. Po Brionskem sporazumu bi lahko rekel, da je bilo neko obdobje ne vojna, ne mir. Naše enote so seveda, mi smo zmanjšali ali pa zmanjševali postopno število naših enot, mobiliziranih naših enot, vendar seveda je pa v vsakem trenutku bi lahko prišlo do nekega spopada, bolj v omejenem obsegu, na neki omejeni lokaciji, ker jugoslovanska armada je stalno grozila, da mi upočasnjujemo ali pa ne želimo in nočemo vračati sredstev, kot bi jih morali vračati in tako naprej. Jaz se spomnim, da je opazovalna misija, ki je
začela z delom, zdi se mi nekako v začetku avgusta leta 1991, da smo imeli, mislim, da je bilo konec julija, na zunanjem ministrstvu prvi sestanek, da sem tam predstavil moje videnje, kako bi ta mirovna misija potekala, zlasti v tistem delu teritorialne obrambe, to se pravi, da bi vsak štab imel vsaj enega opazovalca, od republiškega, pokrajinskih do območnih štabov. Ti mednarodni opazovalci, neoboroženi so bili, jaz sem imel z njimi redna srečanja, recimo ali tedensko ali na 14 dni, kjer so seveda, rekel, prišli k meni potarnati, da seveda armadi ne damo vsega tistega, kar armada hoče. Jaz sem zagovarjal stališče, da seveda orožje, ki ga bo armada prepeljala na druga območja, da bo na drugih območjih uporabljeno, ali na Hrvaškem, ali Bosni in Hercegovini. Zdaj, ukaz takratnega predsedstva je predvideval, da se 31. korpus premakne v Srbijo, 14. korpus, ki je imel sedež v Ljubljani, pa v Bosno in Hercegovine. Seveda, te naše ocene so tudi kasneje pokazale, da je bilo to orožje, ki je bilo v Sloveniji odpeljano, uporabljeno tudi drugje. Seveda, predstavniki te mirovne misije so nam odgovarjali, da naš interes bo izključno, da se armada iz Slovenije umakne, da naj jim damo, kar je, če tako rečem, njihovo. Mi smo, rekel, res poskušali to upočasniti, da bi na koncu koncev čim več sredstev ostalo v Sloveniji. No, bolj se je približal datum odhoda vojske iz Slovenije, mogoče bolj so se zadeve začele umirjati. Armada je dejansko, mislim, plan je bil narejen, da bo prej kot v 3 mesecih zapustila slovenski prostor, no realnost je pa potem pokazala, da še 3-mesečnega roka, to se pravi 18. oktober bi moral biti, bi poteklo 3 mesece, da se je potem to dogotilo praktično en teden kasneje na insistiranje tudi naše strani. Jaz moram reči, da smo velikokrat v krogu, to se pravi obeh ministrov, Janše in Bavčarja, mene in vodja slovenske pogajalske skupine, takratnega namestnika Mirana Bogataja, večkrat sestali, obravnavali, kakšno je stanje. Recimo pred zadnjim dogovorom se tudi uskladili, da je v zadnjem kontingentu, ko je bil dogovorjen odhod iz pristanišča v Kopru, da se dovoljuje odvoz 200 vozil. V teh 200 vozil pa spadajo seveda tudi osebna vozila, recimo častnikov, ki se umaknejo, ali pa borbena vozila. Dogovorjeno je bilo tudi, da se postavita 2 lokaciji, mislim, da ena na Vrhniki, ena pa nekje na Dolenjskem oziroma v Posavju, kjer se stacionirajo sredstva armade, ki jih ne more odpeljati, da armada to še neko obdobje poskuša vzdrževati s tistimi civilnimi osebami. To je bila sicer pristojnost potem Ministrstva za obrambo, ne pa teritorialne
teritorialne obrambe. Dogodil se je potem, to se pravi 25. oktober, v nočnih urah je jugoslovanska armada zapustila slovenski prostor, zdaj nekateri v Ljubljani so sirene, mislim, da 7 ali 9 minut čez polnoči, kot dogovorjen signal, da so vojaki iz Kopra odšli, zadnji vojaki iz Kopra odšli. 26. je bila svečanost v Kopru, kjer sem pravzaprav predsedniku predsedstva zagotovil, da na naših tleh ni več tunih vojakov in da svobodo in suverenost varujemo sami.